pripravili eno gradivo, vam ga bodo dali, da boste tudi lažje spremljali to, kar bom povedala. Torej, včeraj smo imeli 6. sejo preiskovalne komisije, na kateri smo zaslišali nekaj prič, in sicer Gojka Musiča, družbenika podjetja Ganam, nekdanjega direktorja podjetja, ki je zdaj sicer že v pokoju, potem magistra Mirana Gajška, načelnika oddelka za urejanje prostora Mestne občine Ljubljana, Ivana Ovna, predsednika nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana in pa Damjana Jankoviča, direktorja Elekta Inženiring, Elekta Holding, Elekta Naložbe. Priče so izpovedale, torej pogovarjali smo se predvsem o enih parcelah v območju Trnovega, to sem vam dala tudi zemljevide, ki se z novim urbanističnim planom oziroma z novim izvedbenim prostorskim planom Mestne občine Ljubljana ureja popolnoma drugače. Ta trenutek je na tem območju možno po starem urbanističnem planu v tistem delu, ki je zazidljiv in ki je že pozidano območje, kjer so bile nekdaj hlevi ljubljanskih mlekarn, možno graditi torej zdravstvene objekte ali šolske objekte univerze. Z novo spremembo, ki jo seveda vodi postopke Mestna občina Ljubljana, pa se to območje spreminja v območje, kjer bo možno zidati stanovanja v višini do 11 metrov, torej stanovanjska gradnja. Problem je v tem, ker je lastnik te parcele podjetje Elekta Holding, to je podjetje, katerega direktor je sin župana Zorana Jankoviča, Damjan Jankovič. In seveda z tako ureditvijo se tem parcelam in temu območju bistveno povečuje vrednost, na kar smo opozorili, sicer se Damjan Jankovič s tem ni strinjal, vendar pa je dejstvo, da se že sedaj poteka komunalna ureditev tega območja, predvideva pa se tudi cestna infrastruktura nova, vključno z priključkom na avtocesto z obeh strani in pa z 2 krožiščema. Malo parcel najbrž je takih, ki se jim kaj takega omogoči. Iz skice boste videli, da gre za območje za počivališčem Barje, torej bencinsko črpalko Barje. In ta trenutek, kot rečeno, na teh parcelah ni možno delati nič drugega, kot skladno z 58. členom odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za to območje, kjer je dovoljeno na obstoječih objektih, omenila sem že, da so to hlevi nekdanjih ljubljanskih mlekarn, kjer so dovoljena vzdrževalna dela in drugi posegi v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje in gradnja novih prostostoječih objektov ni možna. Mi ocenjujemo, oziroma člani komisije, ki smo opravili zaslišanja, da župan zlorablja svoj položaj na ta način, da bo te parcele uredil in jim s tem povečal vrednost. Razlogi, zakaj pa to počne, so pa verjetno v tem, ker je podjetje Elekta Holding prodal sinu Damjanu Jankoviču in zato še ni prejel kupnine. Kupnina v celoti še ni bila izplačena, to je Damjan Jankovič povedal, in obstaja sum, da župan zlorablja svoj položaj, saj bo z ureditvijo teh parcel njihovo vrednost povečal in na ta način pripeljal do tega, da bo v bližnji prihodnosti dobil kupnino. Glede na te parcele, torej po podatkih, ki jih imamo, ima Elekta Holding je precej zadolžena glede na premoženje, ki ga ima, in te parcele so glavni vir, iz katerih se bo potem, kot rečeno, lahko izplačal sam Zoran Jankovič. Če bo ta prostorski akt sprejet, torej ki je sedaj predviden in potekajo postopki, bo to ena najvrednejših parcel v Ljubljani, ker, kot rečeno, bo urejena cestno in komunalno, vključno s priključkom na avtocesto in 2 krožiščema. Tako da bom glede na zadnja pričanja predlagala, da se Zoranu Jankoviču podeli status preiskovanca. Do sedaj je bil priča in smo zasliševali samo priče. Sedaj ocenjujem, da smo iz pričanj dobili take podatke, da mu podelimo status preiskovanca. To se bo pa verjetno zgodilo na naslednji seji komisije, ki jo bomo imeli v začetku junija.